V Splošni bolnišnici Celje povečanje čakalnih dob za slabih 7%. Cvetlična žoga krasi Krekov trg v Celju. Brezmejno in brezčasno na gimnaziji Celje Center. Celjske košarkarice uspešno prestale zadnji test. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Med letoma 2019 in 2020 se je skupno število čakajočih na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje povečalo za slabih 7% in je na zadnji dan leta 2020 znašalo 69.113 pacientov, tako pišejo v poročilu o poslovanju Splošne bolnišnice Celje. Od tega jih je največ v skupini kontrolni pregledi, sledijo pa diagnostika in prvi pregledi, na operativne posege pa čaka 10% več pacientov kot pretekla leta. V vseh navedenih skupinah beležijo povečanje za vse stopnje nujnosti s tem, da je le-to najbolj izrazito pri stopnji nujnosti redno, medtem ko je v nasprotju s preteklimi manjše naraščanje števila čakajočih pri obeh ostalih stopnjah nujnosti, pojasnjujejo v bolnišnici. Ocenjujejo tudi, da je zmanjšanje števila čakajočih na prvi pogled predvsem posledica manjšega števila napotovanj s primarnega nivoja nujnih napotitev. Poslabšanje stanja pri kontrolnih pregledih pa je najverjetneje posledica zmanjšanega obsega dela zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije. Pri operacijah pa so se čakalne dobe najbolj podaljšale na večini programov ortopedije in na programu ORL operacije ušesa. Skrajšale pa so se pri operacijah otrok in maksilofacialne kirurgije. Bolnišnica je že pripravila tudi izhodno strategijo v trenutni epidemiološki situaciji glede čakalnih dob. Poleg tega, kar bomo lahko delali redno, pripravljamo gradiva za tako imenovane posebne programe oziroma dodatne programe, ki jih bomo predložili naslednji teden svetu zavoda in na to ministrstvu, kar nam bo omogočilo delo izven rednega delovnega časa preko drugih oblik dela, in tam smo predvideli, da bi v bistvu skrajšali vrste oziroma da bi predvsem uspeli povabiti bolnike, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo na vseh programih, kjer so se zdaj pa te čakalne dobe nabranile. Tako da to imamo pripravljeno. Kako bo pa v realnosti potekalo, je pa odvisno od tega, kako hitro bo to ministrstvo odobrilo in pa tudi, kako se bo razvijala epidemija. Zaradi dejstva, da še vedno ne izvajajo vseh zdravstvenih storitev, pa ni možno določiti terminov za izvajanje le-teh, seveda pa bodo to storili takoj, ko bodo imeli pogoje, še pravijo v Splošni bolnišnici Celje. Tako kot lani bo tudi letos v pozdrav pomladi na nekaterih zelenicah v Celju zacvetelo 85.000 narcis in raznobarvnih tulipanov. Cvetje pa vse mimoidoče od včeraj dalje pozdravlja in razveseljuje tudi na Krekovem trgu, kjer je postavljena velika cvetlična žoga. Tako se v duhu pričakovanja Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let dopolnjuje tudi načrt ocvetličenja starega mestnega jedra. Ker bo Knežje mesto prihodnji teden gostilo Evropsko nogometno prvenstvo U21, je cvetlična žoga zasajena seveda v duhu nogometa. Krasijo 2240 rumenih in modrih mačeh in je res prava paša za oči. Javno podjetje Zelenice, ki skrbi za urejanje zelenih in javnih površin v Celju, bo mačehe čez približno 2 tedna presadilo v mestni park in na ostale javne površine. Konstrukcija pa bo še več let služila za zasaditev cvetja, ki bo lahko prilagojena različnim pomembnim dogodkom. Mesto Celje bo v naslednjem tednu ponosni gostitelj Evropskega nogometnega prvenstva U21 in resnično že odštevamo dneve, če ne celo ure do tega pomembnega dogodka. Mi smo se vedno znova dokazali kot izjemen gostitelj in verjamem, da bo tudi tokrat tako. Kljub temu, da žal zaradi epidemioloških razmer nogometne tekme ne bodo odprte za naše navijače. To je škoda, ker Celje ima poleg odlične športne infrastrukture, izjemnih športnikov, tudi zelo srčne in predane navijače in verjamem, da bi tako naši kot seveda tuji navijači dali našemu mestu en tist čudovit pridih in življenje, da bi mesto dobilo spet tisto vrednost, za katerega rečemo, da si mesto Celje zasluži. Celje je
vedno pravim, najbolj športno mesto in tudi zelo izbirčno. Vemo, da če se borimo za vrh, potem je seveda tudi publika. Ti dogodki daje seveda dodatno pozornost samemu športu in nogometu. In lani smo že skoraj imeli poln štadion, pa nažalost nismo uspeli preseči rekorda, ki ga ima še vedno tekmo na Gleziji iz leta 1964. Za tekmo z Olimpijo pa bi ta rekord nekoliko presegla, ampak korona nas drži nazaj. Tudi zdajle mi je najbolj žal to, da Celje ni polno turistov in obiskovalcev, ki bi zagotovo prišli, ampak kljub temu je to velika popularizacija tudi samega mesta in bi rad izdal vse priznanje za to odlično organizacijo, ki se dogaja v Celju in skozi katero bo tudi Celje in vsi imeli nekaj od tega. Z žogom so tako letos Celjani obeležili tudi začetek odsvetličenja Celja, ki letos teče že 3. leto. Že 13. leto zapored pa bodo na gimnaziji Celje Center pripravili prireditev v čast svetovnega praznika poezije in prvega pomladnega dne, ki bo danes ob 19. na šolskih kanalih Facebook in YouTube. Dogodek, ki ga na gimnaziji Celje Center bienalno posvečajo ruski kulturi in ruskemu jeziku, so mladi ustvarjalci naslovili Brezmejno in brezčasno. Tudi letos bo potekala ob podpori veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Društva Slovenija-Rusija in sklada Toneta Pavčka. Pripravili pa so jo sedanji in nekdanji dijaki gimnazije Celje Center z mentorji in gosti iz osnovnih, srednjih in glasbenih šol. Ruščina je sicer eden izmed 9 tujih jezikov, ki jih poučujejo na gimnaziji Celje Center, dijaki pa jo lahko izberejo kot drugi ali tretji jezik. Še k športu. Košarkarice Cinkarne Celje so v 10. krogu drugega dela državnega prvenstva v svoji dvorani s kar 114-48 premagale Akson Ilirijo iz Ljubljane. Za Celjanke je bil to zadnji test pred zaključnim turnirjem Vaba lige, ki bo konec tega tedna v bolgarski Stari Zagori. Ljubljančanke so bile Celjankam kolikor toliko enakovreden tekmec le v prvi četrtini. Vse ostalo je bil enosmeren promet, končalo pa se je z visoko zmago prvakinj, ki tako ostajajo v igri za končno prvo mesto pred končnico državnega prvenstva. Ja, prvo bi rad čestital igralkam na pristopu. Mislim, da je bil pristop pravi od samega začetka do konca, tako da zaslužena visoka zmaga, kontrolirali smo tekmo od začetka do konca, to je to. Ja, ta tekma je bila zelo kvalitetna, to tekmo smo izkoristili na ta vikend, ko imamo Final Four z Vaba ligo, tako da smo probali neke nove napade in potrenirati za vikend. Ja, danes smo sprobali par stvari, da bomo dobro probali odigrati pa jih uporabiti proti tekmi zdaj za Final Four, tako da se mi zdel dober trening za nas, skratka borili smo se in to je to. Srečanje proti Iliriji je bilo za aktualne prvakinje zadnji test pred zaključnim turnirjem Vaba lige, ki bo konec tedna v bolgarski Stari Zagori. Celjanke se bodo v prvem polfinalu v soboto pomerile z aktualnim prvakom lige Budućnostjo iz Podgorice, v drugem polfinalu pa se bosta udarili bolgarski zasedbi Beroe in Montana. Ja, prvo moram reči, da sem lahko zadovoljen, da smo pravzaprav z res ekstra pomlajeno ekipo v letošnji sezoni naredili kar velik napredek. To se je poznalo tudi v rezultatskem smislu. Mi smo pravzaprav svoje naredili s tem, ko smo se že uvrstili na Final Four. Rezultatskih pričakovanj enostavno nimamo. Dejstvo je, da bomo poskušali odigrati proti ekipi Budućnosti, kar se da dobro tekmo. Oni so veliki favoriti na tej tekmi, kar se je pokazalo že na tekmah v Podgorici, kjer so nas pravzaprav z lahkoto dvakrat premagali. Sedaj v tretje bomo pa naredili vse, da se jim vsaj malo bolj upremo, kolikor bomo pač lahko. Dejstvo pa je, da je to neka velika izkušnja za našo mlado ekipo. Ja, tale Final Four smo vzeli v bistvu kot nagrado, da smo v bistvu celo sezono dobro delali.
na tekmi bomo uživali in pač probali zmagati. Na njih se bomo dobro pripravili in odigrali dobro tekmo. Ja, mislim, pripravljamo se, probamo se čim bolj fokusirati na nas. Pripravili smo se na nasprotnike, vemo, s komu igramo in probali bomo dati vse od sebe in upamo na čim bolj in bomo se zato tudi potrudili. V 20-letni zgodovini Vaba lige bodo Celjanke na zaključnem turnirju nastopile že 12-tič. S povprečno starostjo 18 let je letošnja zasedba Cinkarne najmlajša, ki je kdajkoli nastopila na zaključnem turnirju tega tekmovanja. Gledano v celoti je celjski klub v zadnjih 2 desetletjih zagotovo najbolj konstanten in uspešen v širši regiji. Pa sigurno, da smo s tem lahko zadovoljni, veseli. Velikokrat sem že rekel, da v Celju pač imamo ta know-how, da znamo razvijati mlade igralke, prvi znamo jim dati priložnost, potem jih zapreti v dvorano, dobro delati z njimi, dati priložnost, da se razvijajo in potem, ko nekako prerastejo to sredino, odhajajo v boljše, bolj zahtevne klube na višji evropski ravni. Sigurno pa lahko smo zadovoljni, da imamo največjo kontinuiteto na področju bivše skupne države in to nas lahko samo veseli, hkrati pa tudi obvezuje, da enostavno moramo razmišljati naprej, moramo delati trdo, ne smemo se s tem zadovoljiti in vse bo prišlo na svoje mesto. Sobotni polfinale med Cinkarno in Budućnostjo se bo začel ob 14:30 po slovenskem času, v neposrednem prenosu pa si ga bo mogoče ogledati na YouTube kanalu Vaba TV. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod v osrednjih krajih nizka oblačnost, popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe, ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju in na Goriškem okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, drugod pa severovzhodnik veter. V nedeljo bo sončno in vetrovno. Toliko za danes. Lepo se imejte in bodite z nami še na zadnji delovni dan, jutri torej ob 18:30. Srečno!